Naši organizatorji so prosili, da predstavim gospoda Cefuto, s katerim se že dolgo časa poznamo, ki je pred leti raziskoval vodne znake in hodil k nam prerisovati, naš oddelek restauratorski. Čeprav vodni znaki pač so ena taka zadeva v papirju, ki se tiče marsikoga. Mi, restauratorji, pravzaprav nimamo prav veliko opravka s tem, ampak jih pa detektiramo. So pa to koristni pripomočki za marsikaj. In jaz bi rada upozorila, da naš tale vodni znak, ki je zdaj tu na posojnici, izhaja iz Vevč, iz leta 1579, ki naša najstarejši papirni mlin. Je pa to, te vodni znaki so, tako kot boste slišali, v bistvu neka stvar, ki nastane ob nastanku papirja in je neizbrisljivo in je, tehnologijo boste predstavili, kako to nastane, ampak bi pa rada upozorila, da ni samo ta znak, tisti znak, ki je vodni znak v papirju. So tudi še odcis sita, vse razne nečistoče, ki nastanejo ob izdelavi papirja. Tako da je treba biti na vse to pozoren. Ena je, to je najbolj znana zadeva. Ob tej priliki mogoče sem si prej sprintala še eno mašino, ki so jo izdelali v Gradcu, v Nacionalni biblioteki za skeniranje vodnih znakov. Tako da mogoče bo to predstavljeno maja na srečanju restauratorjev Slovenije, ampak izkoristim danes to priložnost. Drugači, gospod Cefuta, vi ste strojni inženir, ki ste delal v Radočah in ste... Papirnici Goričani. Papirnici Goričani, se proščam. Ampak, v glavnem, ste potem dolgo let se ukvarjali z raziskovanjem vodnih znakov in ste v bistvu tako rekoč glavna eminenca v Sloveniji za vodne znake. Tako da jaz vam kar prepuščam besedo in hvala za odziv na to. Hvala za predstavitev. Bi kar začel, ker mislim, da je 60 slajdov, pa bomo iti kar hitro skozi. Poudarek današnjega predavanja je, kako si lahko z vodnimi znaki pomagamo pri raziskavah zgodovine papirnic, tiskov in ugotavljanje dokumentov, ki niso datirani. To je bistvo današnjega predavanja. Zdaj, tole smo slišali papirnica Vevče, ta znak je od fužinske papirnice. Še ena varianta, jaz se to pol kasneje videl, bi pa najprej, tako da bomo o tem vodnem znaku se bomo še pogovarjali. Najprej bi preskočil kar na definicijo vodni znak. V bistvu to je slika v papirju, ki jo vidimo, če list papirja osvetljivo z druge strani oziroma če jo pogledamo proti svetlobi. Takrat se pokaže ta vodni znak, drugače v papirju ne vidimo. V bistvu na tem mestu, ker ta vodni znak je iz žice oblikovan, ta vodni znak, in ta znak iz žice je pripet na neko sito, in tam na tem mestu, ki je vodni znak, je potem ta papir tanjši in zaradi tega se vidi, ko pogledamo proti svetlobi, vidimo, da se pokaže vodni znak. V bistvu tanjši, tam je na tem mestu je papir tanjši. Zdaj, v bistvu papir, mi govorimo o ročni izdelavi papirja. Papir, imamo papirniško formo, v neki papirni kadi imamo papirno snov, zajamemo tisto papirno snov, ta sito ima okoli rob oziroma okvir
in ta okvir je tako visok, da ravno prava količina mase ostane na situ, potem se ta voda odteče iz sita in v bistvu s tem se formira papirni list. Piše papir, ampak je papirni list formiran. In v tej fazi proizvodne se na tem mestu, pač, ki je ta žica od vodnega znaka, takoj se drugače formirajo te vlakna drugače odteče in debelina na tem mestu papirja je tanjša. In zato tako potem, ker presvetljivo postane znak viden. V bistvu vodni znak nastane, poudarjam, da nastane pri proizvodnji. To ni neben znak, ki je vtisnen kasneje ali karkoli. In zdaj, tudi če pogledate slovenski slovar knjižnega jezika, je napačno napisano vodni znak, v mokro papirno snov je vtisnen znak na bankovcu papirne pisalnega filju ali tako. Se pravi, viden pri presvetlitvi. V bistvu ni vtisnen. Zdaj smo rekli, da nastane s tem med proizvodom. No, to je ta forma papirniča zajave to papirno snov v to formo, pač višina okvira je prilagojena, kako debel papir delamo in temu primerno, potem, če je vodni znak gor, se pozna vodni znak potem pri presvetlitvi, ampak vidijo se pa tudi mreža sita. Tako da ni samo vodni znak, tako kot je Jedrt rekla, je sicer prevažna zadeva, ampak tudi ta razporeditev v situ, da marsikaj lahko pove. Tudi s tem si lahko pomagamo, ker raziskujemo vodni znak. To je ta okvir, ki smo rekli od spodaj, na katerem je napeto sito, potem pa ta okvir, ker se slane dol, ta okvir pa imaš gor zato, da se papirna snov nabere do roba in potem pa začne voda iztekati skozi sito. To je ta naš papirničar, ki zagrabi potopi ta okvir v to snov in potegne ven, potem še malo potrese, da se ta vlakna lepo vležejo po vodnem znaku in po celem situ, da se vlakna predmetejo v bistvu in s tem potem nastane ta moč papirja, da se to skupaj drži, vse skupaj. No in potem počaka, da voda odteče, tudi spod vidite, kako voda odteka. In potem pa pride najbolj pomemben postopek, ker pa to se obrne vse skupaj, okvir da stran in obrne in položi ta papir na oslov, ki se prilepila na sito, položi na filc. In tole sem jaz prepisal iz Velška papirnica, ima zdaj svojo izdelavo papirja, tudi ročno izdelavo papirja, oziroma tudi privat firma. In je napisal, Mojster z občutkom sito obrne in ga pritisne na pripravljen filc. Ta vse ta voda in krat je odlepijo odcejeno papirno baso sita. V bistvu zdaj je problem samo to, da se bo ta papirna snov lepo nalepila na filc in da bo on to formo lepo potegnil stran, da ne bo potegnil polovico lista za sabo, da ga bo trgu ali da ga bo poškodoval. In to je pa ta najbolj zahteven postopek te ročne izdelave. Sito je čisto in pripravljeno za izdelavo naslednjega lista. On tja kadi in dela lahko drugi. Papir na filcu pa še vedno ni papir, seveda ne, treba še nekaj postopkov. No, ta forma, če pogledate, to je odrezana, da se vidi, kaj je od spodaj. Od spodaj so neke podporne letve, ker ne more sito biti, drugače bi sito zelo stravno, da se bi malo privilo, pa bi pol v sredini bil papir debelejši, tako naprej. In žice so potegnili tako in tako, da te, ko so pa ta podporne letve od spodaj,
se pa seveda podporna leto prije do sita, se drugače, bo pol videl, se drugače odvodnjava kot drugod, kot tlede, recimo se tlede drugače, se tudi pokaže potem v papirju te črte. Vodni znak je pač izdelani iz žice in za žico tudi pritrjen na sito. No, to sem hotel prej pokazati, ta podporna letev, vidite, tle se napirajo vlakna in tle je pač debelejši papir nastane. Tudi tam, ki smo rekli, da je vodni znak, je tudi tanjši. Tole izgleda v knjigi, recimo to je tiskana knjiga, vodni znak se vidi, če ga presvetlimo. Drugače ne vidimo nič. In če nisi na to pozoril, sploh ne veš, da je vodni znak noter. Vsi zdaj vemo, kako izgleda tak navaden znak, pač vsi ste ga videli tle. To je pa osenčen vodni znak. To, jaz sem še malo po angleški napisal, če bo to kdaj brskal po internetu ali po Google ali kjerkoli. Zdaj tako, ta senčni vodni znak ni čisto enostavno narediti. Zato moraš sito vedeti tole, bi rekel, v neki obliki, reliefni obliki, da se pač papirna masa drugače nanaša po celi, bi rekel, po celi formi in potem, v bistvu, ker je to različne debeline so in potem, ker osvetlimo, se pokaže to. No, ampak, se pravi, izdelava te forme, pa ni tako enostavna, ta sito je treba stisniti tako, da ima to 3D obliko in je treba prej narediti neko matrico in stisniti to sito tako, da potem dobi to obliko. Ni tako enostavno. Je kar tehnološki postopek, kar dolg, in je tole primer takega osenčenega vodnega znaka, ko se ga naredili papirnici radi, če ne vem, 20 let nazaj, kitajska, ne vem točen. Zdaj bo v praksi, vsak dan da opravka z vodnimi znaki, predvsem z osenčenimi, nekoč domači izdelave, če smo naj gledali, kako to zgleda noter, kaj so tam kako to zgleda. Verjale, da bo prišlo nazaj, zato ker ni več vedel. Boste ste spazili, gledal pa delati. No, danes pač izdelati druge, da vem točno, kje izdeluje ta papir. Če bi hotel kaj ponarejati, ne moramo več pomagati. V bistvu tole je pa bankovec za 20 evrov. Zdaj, par poudarkov bi rad dal. V bistvu v papirju vidite tudi tole takle suhi žip dostkrat. In zdaj, dostkrat se je začelo uporabljati, ljudje narobe uporabljajo vodni znak, uporabljajo vodni žip. Začelo se je to širiti, noben ljudi tega izraza, bi rekel, preganjal in se kar nekako dobačil, ampak to v bistvu je čisto drugačna tehnologija. To je papir in treba stisneš dvema matrico patrico, skup stisneš in v bistvu vtisneš to obliko, da v bistvu reljefno izpade tak znak. In to je v bistvu tiste pečat in to je suhi žig. Temu se reče suhi žig in to ni več bruzko. In potem zato vodnega znaka je vse razvaljen s tem suhim žigom. Pa začeti govoriti, da je to vodni žig, vodni znak. Prvi poznan vodni znak je iz papirnice Fabijanu, izdelal leta 1983, kar daleč nazaj. Papirničarski mojster je hotel označiti svoj izdelek, verjetno je bil to boljši kot drugih, potem je en začel, potem so drugi začeli, potem se pa to, tehnologija se je razširila. Dejansko pa predpisov pa ni bilo nikoli o tem, da je to treba
svoj papir preplačevati. Tudi da ni bilo nevenih predpisov in potem, ko so celo tiste papirnice, ki so izdelovali zelo dober papir, kvaliteten, so drugi začeli ponarejati in bi rekel uporabljati vodni znak od tiste boljše papirnice. Imamo izkušnje tudi dosti, ko se dela marsikaj, to je že pred par stoletji se to dela. Tako da je recimo holandski papir je bil zelo kvaliteten in so potem ene papirnice v Avstriji so v avstrijski monarhiji so začele pač kar tisti vodni znak uporabljati. Tako da so eni ljudje so pač nasedili. Čeprav kvaliteta sigurno ni bila tako dobra. Zdaj, starejši vodni znaki, vidite, so ne same ležičke, malo zbite, sem pa tja, zdaj eno je neki predstavljali, eno ni nič, to so predvsem vodni znaki 1280 leta naprej. Ampak potem so pa že začeli nekaj imena svoja noter delati, pa tako naprej. Potem se je pa to začelo širiti vodni znak, po francosko filigran, watermark, Wasserzeichen. Te sem zdaj napisal, da se uporabljajo dve vodni žig, predvsem zdaj v povezavi z digitalnimi tehnologijami. To je napačno. Za naš primer, glede na to, da nastopi ta izdelava vodnega znaka na sami tehnologiji, to ne more biti žig, to je vodni znak. Žig pa pomeni po slovarju slovenskega knjižnega jezika v izdelek od tiste znak, s kateri se potrjuje kvalitete izdelovalec od tistih žig. Se pravi, da je rekel vtisneno. V našem primeru to ni vtisneno. V bistvu ročna izdelava je, bi rekel, zdržala v Angliji do leta 1801 in v Franciji je 1789 leta v času revolucije v bistvu je znašel papirni stroj z neskončnim sitom, v bistvu je bil problem prebehne proizvodne, ker so mogli vtiskati denar, pa ni bilo zadosti kapacitet, pa ne vem kaj vse, in so iskali možnosti, kako povečati proizvodnjo. Ta patent je pristal v Angliji in 1803, če pogledate, kako hitro je bilo že izdelan prvi papirni stroj, se pravi v tem, kaj se je v 10 letih razvito, tako daleč je bilo uporabno. Ampak ta papirni stroj ni bil, na njemu se ni dali izdelati vodnega znaka. Zakaj ne? Dobro, smo to zdaj nepriročna izdelava papirja. Priprava papirne mase s papirniškimi kladivi. Zdaj poudarjam papirniška kladiva. Dostkrat boste opazili, ko te to gledali, bo pisal noter, da je izdelava s stopanj. Stope so malo drugače to zgleda, ampak ljudje so pač to prvo stvar, ko so si mogoče zapomnili, je pač iz tega, iz domačih krogov, včasih je bilo to tako, da so bile stope tudi po teh glivih, pa so si ljudje malo zapomnili. V tem primeru so to pač papirniška kladiva, to je ta kladivo, ki v neko kat pada in se dviguje tle z odlično drevjo, se dvigne, spusti dol, pade in tle noter v teh posodah so cunje, to je tehnologija, papir se je delal iz cun, iz starih cun so zletali skupaj, razrezali, pobrali dol kovinske dele, kakor, in potem je ta tehnologija se začne z centraljem teh cun, noter, in to kladivo pade noter v to kat in počasi scefra cunje in tako daleč, da se tudi vlakna, da se razbije do vlakna. In ta vlakna potem uporabljamo za
izdelavo papirja. Podarek je tle s papirniškimi kladivi. Temu se reče kladivo. In je tudi ta kladivo se uporablja tudi v železarski industriji, tako naprej. Edino, na holandskem so pa uporabljali gline na veter za izdelavo, kot za papirnico. In tam pa ni bilo prostora za tako, in so neki pač pogrutali neka kladiva, ki so pač profitirali na prostoru. In to je pač podobno kot telestope. To bi rekel, zgleda. Zdaj pa naslednja faza je pa Holandec. Tle pa res prihaja do tega, da se neka masa, ki se tle noter se vrti, ta masa se vrti tle okol in od spodaj pridejo pač vlakna pod tle so rezila in režejo ta vlakna. To pa je mlin v današnjem pogledu in tle pa je, lahko govorimo o nekem mlinu, in to je holandski mlin. In to je bil nek preskok tehnologije, 1986 leta so to na holandskem pogrutali. In v bistvu tako je pri njih nastala neka prednost v tehnologiji pred ostalim svetom, seveda se je dobro skrivali, tako da ni tako hitro se razširila po Evropi in vidite, tle proizvoda, povečala proizvoda za 7krat, in v bistvu so zalaufali kar velike manufakture in prednost nizozemskega papirja, so ga tudi izvajali, zdaj pa izvajali tako naprej. Zdaj, papirni stroj. Tudi tisto formo zamenja neskončno sito, ker se, bi rekel, to je nekaj to, in tele se zavrti to sito nazaj. In je v bistvu sito dolgo, meter pa pol, in se vrti skozi. Papirna masa se nanaša na ta sito, sito se vrti, tam na koncu se jo mali stisnejo in je že tu močno ta papir, tega lahko stavljajo z tega papirnega stroja. V bistvu to pa je bil preskok v industrijo in moramo povedati, da je danes papir še zbiri izdelujemo po 200 letih, izdelujemo še zbiri tako odlično drugače, imamo na točno baro, vzdolžno sito, kakršno bolj lahko sito, danes si prvošno obračamo na vzgor, karkoli velika variantje. Ampak edino to je, da se potem ta papirni trak nadaljuje, po papirnem stroju, da posušimo, da neki sušilni vali, ampak v bistvu zdaj iz takega stroja, ki je meter pa pol bil, recimo je zdaj stroj do 100 metrov. Ampak tudi hitrosti so, tega je na roke, bi rekel, lahko vrtel, tako hitro je šlo to vse skupaj čisto čas. Danes pa letijo stroji, ker ta sito potuje s hitrostjo 100 km na uro. To so take hitrosti. Potem pa širina papirnega stroja tle do tle je 10 metrov. Zamislite si taki vali, kakvi morajo biti že val, ne more biti manjši 800 mm, drugače se bi ukrivil. Se pravi, to so ogromne količine in tudi ogromne količine takih papirnih strojev izbruhajo vrta. Dobro, pri nas niso take gromozanske širine, pri nas so papirnica, so 4 metre, so široki, 4 metre papirni stroj in pa hitrost je tam pol 1000 metrov na minuto. Se pravi, ker pa 100 km moja hitrost Italija ima pa 2000 metrov, recimo digitacija. Tako je izgledal prvi papirni stroj, z sušilno stopino, se pravi na to, je sito, je malo ene stiskalnice, da je lahko papirni trak že bil tako močen, da so ga lahko v naslednjo skupino, to je sušilna skupina, to so bili sušilni cilindri, ki so bili greti in potem se je tega zadnje papir navijal. In tak papirni stroj so kupili tudi v Bevča, 1843 leta. Vsi poznamo Trpinca, Trpinčevo papirnico,
Zdaj en stroj kupil, potem še enega. Stroji so bili kupljeni od Eševisa v Švici, oziroma prvi bil dolgi v Albi. Se pravi, da enkrat ni bilo vodnega zraka več, ste videli, da ne boš ti dati na en tak sito, ker se pregriba na takih majhnih valjev, da bi se to vse potrgali, ampak so potem pogrunili novo tehnologijo, kjer so en valj postavili na sitovo skupino, ki je pritiskal dol v to maso, papirno maso, tukaj je še mokra, še skupaj, tukaj se formira papirni trak, tukaj voda odteka dol, razni rebeti so, in ta papirni pritiska dol in na tem valju je sito, in na situ so pa lahko dal dol ali prilotali, da se ima bolj držal, vodni znak. To je 1825 leta bil še paket, ampak to se ni pa tako hitro uporabljati, začeli, tako naprej se kar nekaj. To je ta valj, ki smo rekli, da pritiska dol, in na tem valju je pač nalotano žica v obliki vodnega zraka. Različni vodni znaki se te so to vrti, kot je čez. Na tistem mestu stisne malo bolj papirni trak, v bistvu, da stane, to pa je zdaj bi rekel, da je skoraj vtisnjen znak, bi rekel to maso, pa kljub temu nastane med proizvodom. Ta valj se deluje gliter. Zdaj prehajamo na filigranologijo. Skoraj smo novo vedo iznašali. Če pogledate tle na vabilo, piše vodni znaki v papirju in filigranografija. To je nažalost narobe. Filigranologija je pravilno. Se pravi, večer se je zelo zgodaj Lihačev, je tle že 1891 upozarjal na pomembnost vodnih znakov, da si lahko marsikaj z njih pomagaš, datiraš na karkoli. Brike 92. leta je že tudi uporabil vodne znake za datiranje papirja. Celo nekaj let pozneje je uporabil to na sodišču. Na sodišču je uporabil to metodo svojo, kako nedatirane dokumente. Se pravi, to je že, bi rekel, kar stara znanost. Za naš prostor je Mošik raziskoval vodne znake. Vladimir Mošik se nekako, mislim, da je umaknil se pred rusko revolucijo, prišel v Zagreb in tam pri Jugoslavijski akademiji en oddelek organiziral, ki se ukvarja z vodnimi znaki. Tako da je bil kar močna ekipa je bila tam in so se ukvarjali z vodnimi znaki, objavili precej vodni znaki 13. 14. stoletja je bila objavljena tak album vodnih znakov. Tako da je bil kar priznan raziskovalec. Kaj se pol obrne, da je iz Zagreba se predstavil v Beograd. V Beogradu je pri nacionalni biblioteki organiziral spet eno močno ekipo, ki je raziskovala vodne znake. No, potem je pa nazadnje se pomaknil, ne vem, v Marko, zakaj šel v Skopje in tam tudi organiziral ekipo. Jaz sem se z njim srečal v Skopju, že danes nazaj ta leta, in v bistvu danes se ne ukvarja nobeden več. V Zagrebu je propadel, potem v Beogradu je v biblioteki tudi nima več te, danes so šli tudi vsi že v penzijo, tako da v Skopju pa tudi ni. Tako da samo posamezniki se še na tem področju kaj ukvarjajo z vodnimi znaki, na žalost. Zdaj,
pri nas, kaj se je na fakultetah učila, karkoli, vete, bogograf Raver, je samo napisal samo tole. Poleg pisave upošteva paleografija, tudi papir, ki ga z vodnimi znaki mogoče mnogokrat predvsem tako datirati in ugotoviti izvod. To je bilo vse, obrnite se vi na tole, bi rekel, raziskavo. Ta članek oziroma raziskava je prav solidna in jo dobite na internetu, kaj se kje dobite, na Hrčeka, kaj se kje. Ja, se rajmo, pišite vi, in je to solidna, moram reči, za naše razmere je kar solidna raziskava, to je napisano. Ukvarja se študija vodnih znakov, s pomočjo zbirke vodnih znakov po krajih in po času pojavljanja je možno dokaj natačno datirati, ne datirati dokumente ali knjige in ugotavljati polnaredke. To je bistveno, bi rekel. Seveda alfa in omega uspešnega datiranja je bolj velika je ena zbirka vodnih znakov. Če tega ni, je težko. In mi na področju Slovenije oljemo neko ledino, najprej je treba vode znake zbrati, če hoče si potem pomagati. Vidite, da je bilo izdelano milijon različnih vodnih znakov. Kako natančno lahko? 1 do 5 let. Lahko tudi 1 do 10 let, odvisno. Lahko pa tudi mogoče na 1 leto točno. Odvisno, koliko časa je bil vodni znak v uporabi. Ampak to še ni vse, moraš dodati še, da je bil takole papir, ki je spravljen, pa ga je čez 10 let uporabil. Pa nekaj datiru, pa ne boš ti reči, pa čisto točno kaj je bil izdelati. Je treba tudi malo upoštevati, koliko časa je bil kje spravljen. Se pravi, tudi to je pomembna zadeva. Zdaj na Hrvaškem se je Stipišič malo več ukvarjal z vodnimi znaki, njegova knjiga Pomočne povestne znanosti in je tukaj nekaj primere napisal. Polički statut je lahko z vodnimi znaki datiral 100 let preje, potem v eni knjigi je bil tiskačni škrat, pa je bilo 1401, v bistvu se je pokazal, da so vodni znaki notri 1490 in bi mogli biti 1501. Potem je tukaj še neki fragmenti, je tudi s pomočjo tega ugotovil, da je v 14. stoletju z pisavo, s pomočjo pisave se lahko marsikaj pomagali. Ampak tle lahko točno pa ne moramo natančno za to vodstvo prozirno bilistulo si ne boš pomagati, da bi tako točno datiral prevod z vodnimi znaki. Zdaj tako, pri nas se je predvsem ukvarjal dr. Jože Šor, on je bil gospodarski zgodovinar, on je uravil, bi rekel, ledino gospodarske zgodovine v Sloveniji, ampak nekako se je pa ne najdel čas, da se je ukvarjal tudi z vodnimi znaki, nekaj ga je potegnal, jaz mislim, da je bil arhivist, v Bleskem arhivu pa je urejal arhiv papirnice Vevče. In ga je potegnal in je začel raziskovati tudi zgodovino in potem tudi vodne znake. Pač to nekaj gre skupaj. No in je hotel raziskati zgodovino vseh papirnic slovenskih. Tukaj je zdaj za primerjavo dal Loško papirnico. To je vasi papirnica, danes se vasi deluje vas, je papirnica pri Crnem grobu oziroma pri Škofji Loki. In v bistvu v prvi raziskavi od tega še ni vedel, kje je bila locirana. No in on je napisal, in tudi drugi, ki je bil pa Ivan Slokar, ta je pa tudi bil gospodarski zgodovinar, pa sta nekako začela neko diskusijo po zgodovinskem časopisu in sta se prebila v začetni letnice v 1750. Dobro, jaz sem zdaj se pol zagledal, to se ne da najde bolj drugih podatkov, sem sled vrstno po arhivu, tudi jaz nisem našel. No in nazadnje sem začel z vodnimi znaki in v bistvu naš vodni znak z 23. augusta 1741. In ta papirničar Henrik Štibel je prišel pa iz
papirnice Radiče, tako da si lahko tudi z drugimi podatki pomagamo. No in zdaj smo prišli dovolj znakov. Papirničari so uporabljali v glavnem svoje inicialke, svojega imena. Henrik Štibel. V glavnem so bili vsi papirničari, ki so bili pri nas, v našem prostoru so prišli z Bavarsko. Pač ta je bil v lepotu teh papirničarjev in ti papirničari so mogli biti, ki je naredil izpit za papirničarje, je mogli iti na potovanje. Eno leto je mogli iti po raznih papirnicah po Evropi in nabirati seznanje in še potem lahko naredil pomočniški izpit. No in kjeri so pa ostali, recimo ta je ostal tle, pa nas in je postavil papirnico si, to je zelo zapisna kaj papirnica. To je ena hiška bila v vasi, v kleti so bile te papirniška kladiva, razvori so bile kladivi, to vse skupaj jih zadeva. Kot ena hiška danes, danes je žalost ta hiška, to hiško podrl, pred 20 leti, to je nekaj čisto mehna zadeva. Papirničari so dosti uporabljali, kot ta vodni zdah, kača. No, njegov dr. Šorn je zaključil, da je ta papirnica 1770 končala z delom, jaz sem se priključil tudi temu, da je glede to, da nisem nebenih dokumentov več našel, potem sem pa našel vodni zdah, kaj to pomeni, ne vem, ampak potegala je ta vitra, potem sem še tega črnca našel, 78 leta AG zopet, in zopet ta vitra AG in potem se mi je počas začel odpirati, da je tudi potem 770 Bogolava papirnica, smo se začel iskati, to bi bil lastnik te papirnice, no in tle sem našel moj 1785 leta je ta papirnica bila prodana oziroma zamenjena za delež v gozdu. In s tem sem v bistvu dokazal, da je 1770-1785 obratovala, se pravi tistih 15 let dodatnih, nismo prej vedeli, se pravi, to je bila neka novost. Zdaj, kje so te papirnice, Škofja Loka, Goričane, Radeče, Žužemberg, Vipava, Ajlovščina, dobro, tle v Gorici je bila pa Lobnica, pri Višah. To je skica, ki je dr. Šorn, ki se gre z delom. No, to je zanimivo, mogoče zdaj pa, koliko časa je kjera zdržala. Fužinska papirnica 1580 do 1596 let prepropadnic, pač v zvezi z usodo protestantov. Lastnik papirnice je bil vpisan. Vipavska tudi zelo malo časa, pa so bili poskusi, da bi ponovno pričela obratovati, ni bilo, je bilo preveč blizu, da je z Beneško republiko. Žužemberška, vidite, da je kar precej časa, potem so tukaj postali lastniki Kleinbayeri, zadnje je ni bilo možnosti za predboj v strojno izdelavo papirja. Radeška papirnica, vidite, 1725 nekje, tle se je papirni stroj postavil, prvo čiste razstavljen, zelo razstavljen, brez sušilne skupine. No, potem pa papirni stroj, novejši stroj, zdaj ste slišali, da papirnica v Radeča spet obratuje, tako da si intervjuira A4 format za printerje. Loška papirnica smo jo obdelali 1740 do 1785, potem je to bila velika papirnica, oni mogo širiti te proizvode in se je predstavil ta papirničar v Goričane. On je bil tukaj v bistvu ob enem potočku, kaj zdaj izvir
naravni izvir, potoček tak je širok, tudi veliko globok. In tiste samo eno kolo lahko dala, več ni bogi in to je bilo premalo ta vodno kolo, da bi lahko kaj večjo proizvodno imel. Bi imel možnosti stišine in se predstavil v Goričane. V bistvu je v Goričane, v vas ladja, nasproti, na levem bregu Sore, nasproti vasi Goričane. No, tle se je tudi postavil papirni stroj v Goričana in papirnica Goričane še danes so prekrili. Ajdovska papirnica je bila izredno pomembna, to je bila pa manufaktura, izredno velika manufaktura, izredno veliko papirja so naredili. Samo prišel čas, ker na meji niso mogli več obstati. Podgorska, v Podgori, nasprot Gorice, na desnem bregu Soče, je uspešno delovala, postali so papirni stroj, ampak nažalost je vojna, prva svetovna vojna je uničila zadeve in uničila tovarno, ker bilo vse uničeno in potem je niso več zdravo. V Fali je bil pa nek poskus, v bistvu je en pravnik se je odločil, da bo nekaj zaslužil s to papirnico, nekako ni stekla nikamo in ostalo na ročni proizvodni in v bistvu papirnica propada. Vevče, papirnica Vevče pa strojna izdelava papirja. V Vevčah ni bilo nikoli ročna izdelava papirja. Tako da, če kdo govori, da je to v Vevčah neka tradicija, v bistvu je tradicijo lahko vlečemo iz fužinske papirnice, lahko rečemo nadaljujemo ročno izdelavo. V bistvu Vevče je bila strojna tovarna, tukaj smo že prej videli od začetka, papirni stroj postavljen in nikoli ni bilo ročne izdelave. Zdaj, zakaj govorim papirnica skozi? Če bo to bral literaturo, kako bo to videl, tudi dr. Šor je napisal glini za papir, starejši glini za papir. V bistvu niso glini, ker to je prevod iz nemščine, angleščine, ker se nekaj rečeš paper mill, naziv glin, zdaj bi povedali izključno brati, ki beljejo neko boko, ne vem kaj, barve, ne vem kaj. Ampak tukaj smo ugotovili, da ne beljejo. V bistvu ta papirniška kladiva udarja v to kašo. Predelava tudi papirno ni vse dobiti, trgaricu udarja v kap, torej ne beljejo. Uporaba slovenskih nazivov za papirnico, v rojstni knjigi so dašli Vladiče. Papirnica piše rojstvo včere, 1940, franciscejski kataster z staro roko piše ta pri hiši, se reče papirnic, po domače. Tako da je v bistvu nažalost, moramo reči papirnica. Papirnica, zdaj pa, da pa ločimo te papirnice danes, ki je strojna papirnica, pa nekako si pomagamo s tem, da dodamo zračno izdelavo papirja. Ja, ne vem, povim, kjer sled bo šlo. Zdaj, zmota o zgodovini goričanske papirnice. Zdaj, jaz pa bi, v bistvu bom jaz tole na hiter povedal, kaj si nam zdaj pomagamo s to znalostjo, s temi vodnimi znaki in tako naprej pri raziskavah zgodovine. In tukaj je cel primer zgodovina goričanske papirnice. Dr. Šor je 54 leta zaključil, da je nehala 1770 delovati, Loška, in goričanska, da je pa pričela pred letom 1830, sad ni točno definiral, da je pa par let prej, recimo, da je mislil. Dr. Slokar je takoj lepo reagiral in je napisal, da je pa papirnica vladi pri Goričanah pa pričela obratovati leta 1763, veliko velik razpon. In definiral je pa tako, ta navedba o poročilu v ljubljanski industrijski razstavi v letu 1840 je brez dvoma zanesljiva,
ker so zadevne podatke nastavili sami razstavljalci, v tem primeru Werner Brunner, lastnik tega primera za potrejo Goričana. Seveda, dr. Šor se je zagnal na razstave in je napisal. Dr. Ivar Sokar je članko koliko krat korigiral in upravljaval moje spise, jih navaja s polnim imenom. Njegova poteza je seveda popolno pravilna, pa tudi osebno sem hvaležna, da je pozorila vire, ki sem jih svoj del prezrl. In pač teko je tudi, so ga spodbudila, da je šel raziskovati naprej. No, te nove začajo 56-57, so že nove ugotovitve, da je za v bistvu to je že prej ugotovil, da je pred 1749 obratoval to, da je pa 1770 deloval, pa je neki navajal pogleda okopno 42. Za tole navedbo dr. Slokarjevo je pa napisal. Glid za papir, vladi Piročana, ustanovljene navedba, ki je bil ustanovljen, bo brez dvoma zanesljiva še takrat, da se bomo pripričali osnovnih virov, da res tako literatura in Brunnerjeve trditve v njej niso narigal za točnost, ker ne vem, če so njeni podatki vzeti iz originalnih dokumentov. Znano je, da so podjetniki kaj radi potisnili datum ustanovitvi obrata daleč, zdaj to bi vse skupaj bilo imenitnejše. In dejansko je to tudi res, tudi dole se kaj malo reče, da je si prej začel, pa to je si bolj pomembno. No, to so ne razstave, je že finske katastro je našel noter, da je Ivan Johan Šverer, izvanje 14, da je ima papirnico, da je zgradil že in da je bila zgrajena med letom 1749 in 1789. Ampak napisano je pa tako, obsega dobro 40 let, kaž bilo je kot varljivo iskati nove vire iz časa med dvema letnicama. Morda pa se bo iskati znalo, da je Brunnerjeva navedba pravilna. Zdaj je rekel to, da je meni napisal, jaz sem pa začel varljivo brskati, in na žalost nisem našel nobenih dokazov drugih nič. Ampak v bistvu, tle sem pristavil isto, 1789, to je on, našel sem pa tale vodni znak, roza, AD, in tako sem postavil vprašanje, kaj pa to zdaj pomeni, kaj pa to zdaj AD, če smo videli, da je tam lastnik papirnice Johan Šverer. To je bilo, se pravi, pričakovali inicialki IS, zdaj pa v avstro-ogrski monarhiji. Kar neki papirničari, ki so uporabljali inicialki IS. Tako da je išlo naprej. Tle smo imeli pa srečo, da je pa AD, inicialke Antona Domjana, ljubljanski trgovc, in potem se pa našel podatke, da je dal posojilo tem papirničarju in s tem vodnim znakom je hotel Domjan pokazati, rekel širši javnosti, da je pravzaprav on pravi lastnik goričanske papirnice. No, potem je bilo treba poiskati še razno dokazila za to, in to sem pa našel. Tako da sem si v bistvu z vodnimi znaki pomagal, da sem prišel do, da sem lahko na pravim mestu iskal druge dokumente. Se pravi, samo na tak način sem lahko prišel do točne letnice obratovanja. Drug tak primer je pa Raneška papirnica. Dr. Šorta se je ustavil začetek obratovanja po leta 1750, tudi prej je dr. Slokar se vključil in je napisal kasneje 1745 z nekih dokumentov. Za raziskavo arhivskega gradiva se leta 600 dokumenta, da je 1715 Raneška papirnica že zgrajena. To je neka raziskava in moram reči, da je to raziskava odsud papirnica Raneščevi financirana. Zdaj,
raziskava, z vodnim zraki, naprej se nisem obaril, da bi dokončal zadevo. 5. septembra 1725 je opis v rojstvo knjigo in v tole vzorte matralj sem prepisal, zapis je v tiščini. Zanimivo je, da župnik ni vedel, kako bi ne napisal papirnica in je napisal iz kraja postajanja imenovanja Fužina, ker prav na tiste mesto je bila prej Fužina. Je napisal, zdaj je pa papirni ekstruktura, se pravi velika izdelava papirja, nekako v to smer. No, ampak je v bistvu papirnica. To je pač ta gospod Luka Petroš, ta je bil papirničar, vidite, da so tudi botri, niso bili kar tako, so bili tle Recer, Verdi, zdaj so vodni znaki radniške papirnice, kar je dr. Šorn objavil. Dr. Šorn je tam neki vodni znak objavil slovenski. In ta gor, ta AN pomeni Andrej Miller, začetnice inicialke papirničarja. Gor, vidite, v bistvu je grb radeškega gospodstva. Papirnica si je vzela tega roga kot zaščitni znak iz 1766, sprav ni najstarejši, nekak tale lev in ni pasu, ki mislim, da je križ tale gor, pa bo mogoče zaradi tega ne, pa so bili drugi časi. Zdaj sem pa zasledil, da je pa v Milnerjevi diariju objavil Andrej Žanikar vodni znaki na papirju do leta 1800 v arhivih je objavil članek in ta noter je tudi tale vodni znak in tukaj pa, če pogledate spot, je pa 1749. Se pravi, ta grb radeškega gospodstva, IGE so neke inicialke papirničarja, za katerega ne vemo še, kako se piše, zaenkrat ne vemo, ampak to je veliko najstarejši zaenkrat objavljen radeški vodni znak. Zdaj še na fužinsko papirnico gremo. Tale vodni znak je uporabljal Vojster Pankrac, pa tole varianta drugače. Zdaj, je da mogoče bi pokazala tiste vodni znak, ki je gor piše, pač te Velče pa svojo firmo, zdaj, ki izdeluje ročni papir, ki so pač uporabljali 1579. To so pač po svoje Velče popisali, zraven tega ni bilo, ampak papirnica v Fužinah je bila postavljena v 1580. Postavljena je bila pa v Hrušici. Ni bila v Fužinah, ampak v Hrušici. Pač Šorn je napisal, da se je prvič pojavil vodni znak, ta vodni znak, 1597. In Kisel je prejel privilegij za papirnico 1580. Ampak, to je vse res, ta privilegij je bil res izdan 1580 leta. Šorn pa je v Hitrici, ki je teki delov tle v arhivu zagrabil, v bistvu dokument je bil napisan iz 1579 leta, samo on je pa na Srajčki je pa pisal 1579. In ta dokument noter ni z vodnim znakom papirnice v Fužinah, ampak ta v Srajčki. Ampak ta v Srajčki je bil pisan 1579 leta decembra, potem kasneje, ko so arhiv urejali. Tako da, na žalost, tega ne moramo jemati kot
bi rekel, pravilno datirati dokument, žalost. Pač, je pa res, ker priješ nekaj, da hitro delaš, zagradiš, vidiš, aha, rešil sem, preliščeš, greš naprej. Ampak v tem primeru ni. Tle je napaka in ta papirnica je 1580 stala in več prej. In vode zdake, ker če greš pregledovati, tle je v arhivu, da bede ni iz 1575 leta, da bede. Pa sem jih prevedel teh kar velik škatel 1575, da bede ni. In tudi ta srajčka pač iz kasnejših let. Ne vem se sploh iz kjerga leta. Da se mogoče dokazati z tega leta, december 1575 dni. Ampak to je zanimivo, vzvidite neki povleče, ja, mogoče pa malo prej ne rekel, pa te potegne. V tem primeru to ni državost. To je neka napaka, in s tem to napaka sem hotel pokazati, kako previdni moramo biti pri datiranju vode izdatno. Moraš kar premeteti, na hitro nekaj narediti, moraš si čas vzeti, dvakrat predelati, trikrat pa potem to gleda prej. Zdaj na hitro še raziskovalci vode izdatno v Sloveniji, 1898 je Brike v bistvu Ljubljano, potem se treba v glasu pri Wilderju, potem Wilder tudi neke vode izdake pošiljil, tudi te neki vode izdakov, ki jih je v ljubljanskih arhivih preslikov, jih je tudi v tem njegovem delu Le Filigran, se najde, v katerem je 16 000 vode izdakov objavljeno. Mislim, da ne vem, kako so to ljudje včasih delali, sam pred bi 16 000 previsov, bi to kar velik čas trajalo. Dobro, dosti sreči nove tehnologije. V bistvu potem je dr. Šor predvsej objavil vodnih znakov. Potem Georg Eideler je izdal tak album vseh vodnih znakov v bivši avstro-ogrski vodarhivi in je objavil vodne znake, ki so se v Dunajskem Hofarhivu nadelali. Tudi so se tudi, tja so prišli pa tudi, seveda, iz Krajinske, iz Štajerske, iz Slovenskega Primorja, pa tako naprej, tudi so tudi naši vodni znaki v tej izdaji bližnje 160. Jaz sem se nekaj malega ukvarjal z temi vodnimi znaki, potem je malo sem prelehal, pa spet, pa nekaj prelehal. V bistvu sem pa od 86 leta član mednarodnega združenja zgodovinarja papirništva. In to sem pa še danes, moram reči. In potem v Centru za restauriranje in konzerviranje arhivskega gradiva se vse skozi ukvarjajo z vodnimi znaki, saj spada vsakemu popisu restauracije, dokumentov arhivskega izris vodnega znaka. Je to res? Ne. Če smo iskreni. Baza se nekaj ustvarjata, tako da tudi, če kdo... To bi bilo preveč dela, če bi se... Kdorkoli pokaže veselje, da bi raziskoval vodne znake, se zbili tam v glasi pri vas. In potem iz tistega tudi izhajajo neke diplomske naloge in kar nekaj diplomskih nalog išlo že iz tega, da ne vidimo na oddelku za bibliotekarsko in informacijsko znanje, upravljati diplomsko nalogo vodne znake, prvi polovice 15. stoletja in v arhivu je povzetek, ta diplomska naloga je pa mislim, da je v Piranju arhiv. Delala na gradivu Piranskega arhiva. Tako, ja. Se zahvaljujem za pozornost, obene pa tudi vsem, ki so jim pomagali pri iskanju gradiva na sveti ali pa prinašali in odnašali posike. Zdaj, takih izkaznic ni več. Ampak vidite, tle, mislim, da je 1980 leta. Ta je bila še gospa Ubek, direktorca, to so časi so bili. Zdaj še mogoče tole International Association of Paper Historians. V bistvu, prvi kongres je bil v Bambergu 59. leta in takrat so se že v bistvu iz Zahodne prišli strokovnjaki za zgodovino papirja, vodne znake in tudi z druge strani železne zavesti, zanimivo, 59. leta že.
Jaz sem 1986 sem bil na prvem kongresu v Kopenhagnu in od takrat naprej sem bil na vseh kongresih do zdaj. To v bistvu da ve, če si to lahko privoščil. In tudi med tem, ker smo v tem združenju, kaj nas je 200, pride na kongres za en avtobus na razplije, tu približno, kar se tvene. Iz celega sveta imamo vsake 2 leti kongres, vsake 2 leti in v bistvu sem jaz bil, samo jaz sem bil na vseh kongresih do zdaj, od 86 leta naprej, oziroma tudi starejši, počasih ni več. V bistvu leto smo imeli v Fabijanu, tam je lep muzej, lahko se tam pogledate, kako se izdeluje tehnologijo, arhiv imajo, vse čudno. Pri nas imamo to prednost, da si lahko pogledamo izdelavo, ročno izdelavo papirja v papirnici Bevče. V papirnici Bevče je en oddelek in pač ne spada več med papirnico, včasih je spadal, zdaj je to v privatni lasti, ampak kjer ga zanima, si lahko tam tehnologijo ogleda. A veste, ker nekaj je prikaz tako, ker nekaj pokažeš, ker pa razlagaš. Druga stvar je, na internetu je dosti tako, da greš tam na YouTube, pa ti pokaže izdelave. Lahko gledaš, kako se dela papir. Še ne boš prviš tja pogledati v Bevče, kako se to izdeluje praktično. Zdaj, če je kak interes, se lahko tudi organizira, kaj se kakšna ekskurzija bi rekel tja. V bistvu to je današnja moja predstavitev, poudarek je bil, da tem, kako si lahko pomagamo z vodnimi znaki pri raziskavi papirnice. Drugi poudarek nisem bil, kako se da ugotoviti, iz katerega leta je kjera knjiga, ki je tiskana, pa nima datuma, najbolj tiskana, nima letnice, izida. Lahko se na ta način ugotovi, recimo en načrt, ki nima letnice gor, se da ugotovi, recimo v Hof arhivu Dunaju imajo en načrt obsoške poti. To so zgodovinari, naši zgodovinari 100 let narobe datirali. In z vodnimi znaki lahko to pravilno datiraš. In potem iščeš povezavo z dokumenti, ki so skupaj. Arhivisti imajo grdo navado, da ločijo iz arhivskega gradiva, izločijo načrte, slike, pa tako naprej, izločijo neko drugo gradivo in zraven ne napišejo, odkot so vzeli, niti iz katerega dokumenta in delote misle, da to sam prebrati. Tudi ostali tako delajo, ne rečem vsi, ampak mar sem to. In potem si, ko dobiš ta načrt v roke, ne veš iz katerega leta, pa kjeremu gradivu bi ga pripisal. Pol si pa lahko z vodnimi znaki pomagaš, pa poiščeš pol tiste dokumente zraven. To je bilo bistvo današnjega predavanja je bilo, kako si lahko pomagaš z vodnimi znaki pri zgodovinskih raziskavah. To je bilo za enkrat vse, zdaj pa vprašanje. Ja, hvala lepa. Imate še kakšno vprašanje? Še kakšno vprašanje? Jaz bi pa tudi imel prosim. Ja? V Dževat Hozo knjigi, ki je nekakšna Biblija za umetniške grafike, je omenjen, da je Hrušica 1540. Jaz sem pač navajam, 100% je 1580 privilegij izdan, je pa ta v Hrušici, to je približno tam, ki je Totra. To je bil tam, ki je Totra na časih, neče s 200, ki je bilo to. Tam so bili in on je v bistvu predelal en lid za žito, je predelal v papirnico. Ker si mogel imeti vodni pogon in tisti vodni pogon je mogel dati te papirniška kladiva. In on je predelal, Kislen je predelal to. Zdaj pa mogoče še ena taka zanimivost, če odberete zgodovino, razno, vidite, da so, pač veste, da je bil Kislen, da je bil reformator in potem vidite noter, da je piše nekje, da je prebejna količina papirja, ki se je, rekel, uvažala v
na krajsko in da so zaradi tega postavili to papirnico. To papirnico so postavili zato, da bi on nekaj zaslužil. Vsak postavlja nekaj take stvari, da zasluži nekaj. No in potem pa piše to, da so pa tiskarji, so pa veselo tiskali, on je delil papir, veselo pa tiskali te protestantske knjige. To 100% ni res. Zakaj ne? Zato, ker za izdelavo papirja, za tisk, to je drugačen papir. In ta papir v fužinski papirnici, na žalost, pač ni bil takšen. In to, ampak, a veste, to fajn paše skupaj, ko pride, preleti, pa reče, aha, papirnica je tle, tiskarji so tle, evo, zdaj pa to tiskajo veselo na tem papirju. Ne, na žalost, na tem papirju se ni ena knjiga stiskala protestantska. Niti ena. Zakaj? Vem, zato, ker so šel te protestantske knjige pogledati, nisem sicer vseh imel možnosti, a pa tiste, ki so, sem pogledal in pač tega papirja ni noter z tem vodnim znakom, vse druga. Seveda, zato, ker je bil, to mora biti kvalitetnejši, ta drugačen papir, drugače kleje, moraš znati to delati. Tehnologija je drugačna in potem, da se te barve ne razmažejo, da tiskaš, ne, to je tiskaštvo, cela znanost. In potem mora biti ta tiskaštvo zahteva tudi dober papir. Vprašal bi sledeče, a ste vi gledal 1540 v arhivih ali pa v... 1544 je postal ta blin, mogoče v last... Hrušica, ja, ne Fužin. Hrušica pri Ljubljani. Ja, se ta papirnica je fužinska... In to je 3 kilometre. Ja, imenuje fužinska zato, ker je spadala pod fužinsko gospodstvo. V Fužinah je bil grad in pod fužinsko gospodstvo je spadala. Ampak bila je pa, ta blin je bil v Hrušici. In papirnica je bila tudi v Hrušici. Se pravi, papirnica, fužinska papirnica je bila locirana v tistih 3 kilometre. Pomeni, da so vse te navedbe napačne, ki govorijo, da na drugi strani nasproti gradu. Pač gledajte, to ljudje zaključujejo, da na drugi strani je bil res neki vodni pogoni so bili. Fužine, tako piše. Ja, marsikaj je bilo, ampak ta papirnica je bila v zgornji Hrušici. 100%, in to je narobe. In to se vleče, hoče da je zdaj taka napaka, ki en doter vrše, se vleče, da je skončno. In če pogledate zdaj, recimo, evo, pogledajte, kaj je napisal 1579, ker je našel v šornem zapisu. On ni vedel, da je pač to slučaj en papir sam zagrabil, ker je ne mogel pisati. Pač zgodi se in potem se to vleče, napaka skozi. Ampak dotični Dževat Hozo je Bosanec, je prišel študirati na Ljubljansko akademijo in je to iz tukajšnjih virov vzel. Ja, vse prav. Pomen ali med grafiki, kot Božidar Jakac in akademiki, kot da ni konstruiral nečesa. So tudi zgodovinarji narobe pisali, veste. Pa ste bil pazil še kje 1540? 1540 je postal ta lin last gospodstva. Prej je bil pa eleopatije, ampak iz tega naslova je potem ta napaka skozi. In tudi Šorn je narobe napisal. Tudi Šorn je napisal, da je na drugi strani, na žalost. A veste, prej, da priješ do enega tazga pravnega podatka, je to mesece dela. Na žalost, to ne možeš priti kar tako pa... Glede, za papirnico Radiče sem naredil tisto raziskavo, 86 let. In dol, to je neko leto poročilo papirnice Radiče, to so, če ti gledate tle, so pri izdani partije, tle noter, Tevš, pa kaj se Cvir, tako naprej. In oni 1736, tradicija, kvaliteta, 1736, ko sliče, čeprav se jim ta vaša pomen 1725, oni še kar staro stvar neče roče slišati za novo,
kaj to zgodi, pa bi rekel, če bi podrl tisto, ne, pa bi rekel kasneje, ne, ni bilo res, in tam 1736 ne bi podatek, res ne, kar tako se. Pač nažalost tega zgodovine je zagrabil takole in ga je pač potisnil skozi. Ljudje so pripeljeli za to. Jaz imam zdaj 1725, bi rekel, starejši smo, ne, pa bi ljudi bili zadovoljni, ne, da podiraš nekaj, ampak nekaj dodajaš, ne, pa ne pograbijo to, ne, tega podatka. Zanimivo, ne, pa sami so plačali študijo. Ja, ampak to je tudi tako, ne, da se v bistvu to ne gre preverjati. Lep primer je bil tale znamka, ki je bila zdaj kriza. 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 Se kar nekaj pravi, da je tudi vaša dobrostna vinica, da ni pripravite neko objaviti s temi novimi... Ja, jaz sem to v zgodovinskem časopisu že objavil. Ne v zgodovinskem časopisu, v Kroniku. Je ta raziskava bila objavljena, oni so plačali, ampak je pa se tudi objavil. 1725. Naprej nisem šel brskati, no. Ampak jaz mislim, da je ta par let prej mogla Radeška papirnica za Laufa, kak leto prej, ne vem koliko, ampak nekaj prej že, to se da poiskati z vodnimi znaki. Spravo, to je kar obsežno delo, to ni kar tako, da priješ pa zagrabiš prvi list, pa in tega pišeš, da je to kar zbiranje podatkov prepričevanja. Tudi sam vodni znak ni, je cela kupica še drugih podatkov. Ja, recimo, če ni grba zraven, je že kupič, že ne veš pol. Ime papirničarja ne poznaš, razen od Luka Petroš, smo rekli, ne, pa tako naprej. Ni tako enostavno, to je kar ogromno delo. Jaz trenutno si ga ne moram privošiti, ker sem padel na neko raziskavo, kaj se je, drugo svetovno vojno sem padel, pa sem bil. Dobar, mogoče bom spet začel nazaj delati, glede na to, da so zdaj arhivi zaprti za drugo svetovno vojno, pa bom mogoče si zdaj spet šel na ta gradivo, kako je odprto. Ne vem, trenutno je zaprto gradivo drugo svetovno vojno. Jaz sem imel še eno vprašanje. Če poznate, po prvi svetovni vojni so izdali Verigarja, se imenuje znamke, ki jih je po Valpotičevih risbah in so to svetovno najbolj znana serija, kot se reče v filateliji, kjer je 12 različnih vrst papirja uporabljenih. Poznate to? Ne poznam, jaz moram reči, s tem z vodnimi znaki v znamkah nisem ukvarjal, ne. Je pa rekel, neka zanimiva tema tudi. Verjetno. To je bil začetek, ne, kako v dokumentih. Pač znamka 1840, ne, in je to vršče. To je sigurno zanimiva tema z vodnimi znaki. Se pravi, danes te vodne znaki uporabljajo te, ki se ukvarjajo z knjigami, ogromno, ne, kar velike raziskave Laufarja, da je izšlo, tisti, ki so datirali. To je kar precej tega. Tako da danes so začeli te vodni znaki objavljati na veliko, ker je nove tehnologije so, internet in je ogromno teh vodnih znakov je zdaj v nekih bazah, ki so javno objavljane in veliki projekti, ki Laufarja, recimo v Avstriji je Bernstein projekt, ogromno vodnih znakov pregledujejo, preslikavajo s temi skenerji, to gre pa hitro, vržeš list od spod, poskeniraš, ga že imaš gor, ga že gor vržeš. In to je pa zdaj neka ogromna baza, ratuje in potem lahko veliko bolj točno datiraš, ker je pa tisti dokument datiran in potem tistimi datirali iščeš tistega tvojega. In je veliko lažje, pač dobro za našo okolje teh slovenskih papirnic, jaz smo zbrali 150 vodnih znakov. Ampak nisem jih še niti objavil, niti obdelil. Verjetno bom jih obdelil tako, da bom šel vse še enkrat poskenirati. Ker je to, jaz sem jih prerisoval še. To gre počas, pa dol, pres, pa gor, pa prerisati. To je ure in ure grejo. Čeprav jaz bi videla, zdaj rekli, da se ti imaš pa čas, jaz sem del penzij. Tako, jaz sem prej v papirnici Goričane delal lep čas, 20 let, še več, 30. Tako da poznam tehnologijo, tudi druge stvari zraven. Tako da
bi rekel, zdaj bi rekel, da imam čas, ne, pa da verjetno nijam, tako kot drugi penzioneri. To smeri, to šlo. Še eno kratko vprašanje, če ima kdo, drugače bi se zahvalili današnjemu predavatelju. Sicer pa ste nedosegljiv, ne? Ja, si prav, če bo kaj dolga, bomo sigurno hotel predstaviti. Imate kakšen naslov, kak se lepo ljudi obrnejo, če kaj rabijo, kakšno vprašanje, kakšen e-mail? Ja, e-mail imam, seveda imam. Če ne ste pa danes... Ne, čisto enostavno darko.cafuta@gmail.com. To sem si priboril, kljub temu, da še eno Slovenije, tudi Darko drug.